poklicno in strokovno šolstvo v Republiki Sloveniji je v deprivilegiranem položaju, recimo vis-a-vis gimnazijam, sploh vis-a-vis gimnazijam v večjih mestih. Zakaj? Zato, ker vsi smo plačani po glavarini, pomeni pomembno je število dijakov v oddelku. Jasno je, da v poklicnih in strokovnih šolah je manjše povprečno število dijakov, zato ker imamo množico poklicov, naprimer povprečno število je 20. V gimnazijah, ki nimajo praktičnega pouka, ki imajo samo teoretični pouk in so v velikem mestu, pa imajo veliko oddelkov ali pa vse oddelke s po 30 dijaki. In če so približno enako plačene na glavo, pomeni, da so poklicne in strokovne šole približno za 30% podcenjene, kar jih frustrira. Zakaj? Ves čas so v izgubi, ki jo sicer ministrstvo večkrat nadomesti, ampak sistem financiranja se že desetletja ni spremenil nič. Slovenska demokratska stranka se zaveda težav, ki jih imajo poklicne in strokovne šole. Zaveda se težav, ki jih imajo šole izven centra, šole na podeželju, šole na deprivilegiranih območjih. Zato bo seveda financiranje uredila tako, da bodo te šole dobile več denarja, kot je samo glavarina, ampak z delom, ki bo omogočil enakopravnost delovanja vseh šol. Tako da bodo šole, ki so poklicne, imele, oziroma šole, ki so na podeželju, pa naj bodo to osnovne ali pa srednje šole, imele indeksirano financiranje.